Gospa Heda, pred kratkim ste se vrnili iz svetovnega prvenstva v smučanju za veterane iz Avstrije. Kako je bilo? Ja, lahko rečem, da je bilo odličen, da sem sploh lahko šla na tekmovanje, ne. Sem si ga skozi želela, zdajle že par let nisem bila, na 3 leta. Pač je bila korona vmes, potem so bila tekmovanja toliko daleč, da tudi v Ameriki so bile, tako da si tudi nismo šli bedno od Slovencev, ne. Zdajle sem šla prvič po vseh tem časi spet na svetovno prvenstvo. Tako sem si želela, no, in sem tudi šla z možem, mož je pijalo, tako da sem tekmovala v veleslalomu pa super G. Slalom, ki sem se mogla odpovedati, ki je bil pač napovedan s Leporjama. In čeprav sem imela rezerviran do konca, ne, sam pač ni šlo, zaradi snežnih razmer sem se mogla vrniti prej domov. Kakšni so rezultati svetovnega Ja, prvenstva? v moji kategoriji sem zelo vesela, nisem vedela, katere bojo prišle. Tudi, ko sem prišla, jih nisem poznala, sem jih prvič videla, ne. Se pač spreminjajo tudi kategorije, ne, pa ene pridejo, druge ne pridejo, ene nahajajo, ne. In se pravim, čisto drugače je bil spet doživetje. Na vsakem tekmovanju, ko greš, v enem letu se veliko spremeni, ali pa 2 ali pa 3, jih še srečaš kdaj ali pa nič več, ne. In sem bila vesela, pač, da sem se lahko udeležila tega tekmovanja. Lahko pokažete medalje? Ja. Pa poveste malo, kako Tale je bronasta potekalo? kolajna iz super G-ja, sem rekla, jaz če grem na vsa tekmovanja, ne, jaz nič ne gledam, pa da bom rekla, na to pa ne grem. Jaz sem rekla, grem pa kakor bo, pa bo, ne. Ja, pač saj pogledaš pač, kaka je proga, ne, pa rečeš, takole bom pijalo, no. Kakšna je bila proga? Odlična, fajn pripravljena je bila, glih strmine ni bilo, ne, kakor sem videla smučišča, ki jih je tu bilo, tudi nisem vedela, kje bo potekalo. In pa ko sem prišla gor, sem pa videla, da je že še malo bolj strmo bilo, no. Ja, to je bila prva tekma super G, to je bilo na torek. Ja, verjamem, je bil tudi krasen. Pred vami so bile tekmovalke iz katerih Ja, držav? v moji kategoriji je tekmovala ena, ki je z Avstralijo, zdaj ne vem, tudi nisem se spet toliko spraševala, da bi rekla, a je doma, ali tekmuje mogoče samo z Avstralijo, tako kot zdaj to delajo, ne. Potem je bila ena Brazilka tudi, iz Brazilije, pa tudi ne vem, kod živi, ali je res v Braziliji, ali tudi samo tekmuje za Brazilijo. Pa Čehinja je bila, no. Jaz sem bila edina Slovenka, tako da pač bilo je tako, kot je bilo, vesela sem, ne. Seveda, ta prvo greš pa rezultate gledat, kako je. Jaz sem rekla, grem pogledat vila, no, če sem vsaj, kakor bo pa bo. Tako sem vedela, da treninga nisem imela, nisem šla nič smučat, se je pač tako naredilo, ampak sem pa res zadovoljna. Še eno medaljo ste prinesli, ne? Ja. No, ta je bila pa iz veleslaloma, to je bil pa pol predvsem naslednji dan, sem pa dobila srebrno medaljo, tako da je potem še priletela ta Brazilka k meni, je rekla, no, zdaj smo pa zamenjale mesto, ne, si pa ti druga, pa jaz tretja. Ne, jaz sem bila vesela, tudi če bi bila tretja, ne, sem vesela, da sem pač eno kolajno prinesla še več za Slovenijo. Pa za zastavo, jo moram povedati. Koliko Slovencev je pa bilo na tekmovanju? Ja, prijavljenih je bilo okoli 20, samo prišlih pa ni toliko. Od žensk ni nobena prišla, bi mogla priti, so rekle, na slalom, potem pa zaradi snežnih razmer jih je menda tisto vse zaustavilo. Tako da ta fant, ki je tudi dobil, moški, no, do 50 let, ki je bil, je tudi dobil 2 medalje, to bronaste, no, saj smo tudi slikana, skupaj so naredili en skupen posnetek, da imamo spomin. In bilo je lepo, no, nimam kaj za reči. Pa še en je bil pa tudi dober, dober tekmovalec, samo je bilo pa tudi taka, ko bi rekla, zelo veliko jih je bilo, pa v stotinkih so se tam devali, ne, tako da je bil pa težak, pa ne vem, koliko stotink je bil samo za ta trek. Koliko je bilo vseh tekmovalcev na svetovnem prvenstvu? Ja, kakor sem jaz pol brala, ko sem domov prišla, jih je bilo 560, zelo veliko, ne. Jaz sem samo videla, ko so se Nemci slikali tam na odri, jih je bilo menda njih 50 gor. Ja, pa Avstrijcev je bilo veliko.
Japonci tudi pridejo, lahko še tu povem, da z Japonkam se že kar poznamo in je prišel en novinar, imajo svojega novinarja, ki je prišel z njim, ne, in je rekel, če me lahko slika z njim, ne, tako da imam tudi en spomin od njih. Ja. Ste bili najstarejša Slovenka? Ja. Oziroma slovenska Ja, udeleženka? najstarejša sem bila, ja. Ne bo to za Masters Cup ali zdaj na svetovnem prvenstvu. Sem vesela, da še lahko pač tako smučam, pa da tukaj lahko, ko bi rekla, da pač lahko se to delam, kakor sem stara, ne. Pa bomo videli, kako bo še za naprej, se trudim. Jaz se trudim, kamorkoli grem, ali ne bo to pri laufi, ali v hoji, ali na kolesi, vse posod se trudim, hočem sama sebi dokazati, ne drugim, sebi, da vidim, kako zmorem. Heda, ne bom vprašal, koliko ste stari, bom raje vprašal, v kateri kategoriji ste tekmovali. Ja, zdaj sem v tej kategoriji, no, to je od 75 do 79 let. Ja. Sem toliko let tjače, da sama sebi ne morem verjeti. Ja. Kaj vam pa pomeni, da lahko greste tekmovati v smučanju? Kaj vam smučanje pomeni? Meni vse pomeni. Jaz tako uživam, se pravi, ne glede na kak šport je, ne. V smučanje pa sploh, ko sem zdajle zadnja leta, ko me je pač ena navdušila, ko sem včasih kup tekmovala z Bleda. In sem zdaj tako v tem noter, samo če lahko grem, pa da sem zdrava, ne, pa da si lahko privoščim, lahko pa povem, da vse sama dam, nobenega ne prosim, ne. Vse, kar je od moje pokojnine. In sem še zmeraj tako lahko, ko bi rekla, prehranila, da sem lahko šla. Tu zmeraj jačem, šparala bom pa videla, za svetovno prvenstvo imam pa zmeraj prišparan. Samo če kot blizu, ne, da kje v Ameriko res ne morem iti, ali pa v Kanado. Ja. Heda, najlepša hvala za pogovor in še veliko lepih trenutkov na tekmovanjih vam želim. Ja, hvala vam, ki ste me tudi povabili.